Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Tokrat smo v našem studiu ponovno odprli poslansko pisarno. Naša gostja pa je ena najbolj prepoznavnih poslank Državnega zbora, Jelka Godec. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Verjetno se strinjate, da ste med bolj prepoznavnimi, tretjič ste izvoljeni za poslanko, vedno ste nekako tudi v ospredju, tako da imate pomembne funkcije. Kako se človek tega navadi? Zdaj ne vem, če sem glavno v spredju. Mogoče sem v spredju v tem mandatu tudi zaradi tega, ker sem vodja največje opozicijske poslanske skupine Slovenske demokratske stranke in seveda se moraš dostikrat oglasiti tudi v imenu vseh poslancev. Drugače pa, moram reči, navadiš. Če delaš to zato, ker delaš tako, kot misliš in misliš, da je prav, potem pač se oglasiš, kadar čutiš, da pač se potrebno oglasiti, da prihaja do, bom rekla, nepravilnosti ali pa do nekih anomalij v družbi, ki veš, da niso dobre za razvoj tako Slovenije, pa tudi nasplošno družbe. Se pravi, molk ni dober, a ne? Sploh pa ne v poslanskih vrstah. Kakor kdaj, no? Včasih tudi jaz rečem na poslanski, da je bolje, da smo tiho oziroma da pustimo stvari pri miru, ker vse veste, pregovor, ne, kdor molči, devetim odgovori, ampak ja, včasih je dobro, potrebno biti malo tiho, dostikrat pa je pač treba upozoriti, da ljudje pač vedo, da se z določenimi stvarimi pač ne strinjamo. No, mislim, da ima poslanska skupina zdaj 27 poslank in poslancev, se pravi, to je kar veliko poslank in poslancev, veliko različnih mnenj, verjetno veliko koordinacij. To vam verjetno jemlje tudi kar precej tega časa. Ja, je res. Ob meni je še 26 poslancev, torej 27 našteje naša poslanska skupina. Včasih rečem, da dobro, da sem bila učiteljica pred časom oziroma pred leti in da sem se navadila v razredu koordinirati 27 dijakov, tako zdaj v poslanski skupini, no malo zahec, ampak res je. Različni interesi, različni pogledi, bom rekla tudi težnje in včasih je pač treba to skoordinirati v neko homogenost, ampak jaz moram reči, da naši poslanci so zelo kooperativni, zelo seje poslanskih skupin, kjer se dogovarjamo, pogovarjamo, predstavljamo različna mnenja, so zelo konstruktivne in na koncu moram reči, da vedno pridemo do nekega skupnega faktorja oziroma skupnih stališč, tako da nekih velikih pretresov moram reči, da ni. No. In dobro je tudi to, ker se med sabo poznamo že od takrat, ko nismo bili poslanci in tudi ti poslanci, ki so zdaj na novo, mislim, da jih je 8 na novo, mi rečemo novi poslanci, no ali pa mladi poslanci, se poznamo že odprej, ne. Vemo, kaj so delali, kakšna stališča imajo, tako da je, jaz moram reči, da je kar zahtevno, ampak zanimivo delo. Ampak vsak dan verjetno se ne sestajate pred sejami ali... Ne, redne sestanke imamo vsak torek. Se pravi vsak teden enkrat najmanj? Vsak teden enkrat definitivno, če to ni torek, je to pred sejo, tako da vedno pregledamo torej zakone, stališča, mnenja, dostikrat se krešejo mnenja za, proti, kvorum, tudi v glasovanjih, ampak pravim, na koncu pridemo do nekih skupnih točk in se potem tega tudi držimo. No, morda vas kdo vendarle ne pozna. Omenili ste, da ste bila profesorica fizike in matematike, dveh skoraj najbolj priljubljenih predmetov, ne, med dijaki. Potem ste bili tudi direktorica Ljudske univerze Šentjur. Kaj vas je prepričalo, da ste vstopili v politiko? Sploh ženske to vedno sprašujemo, a ne? Kje ste zbrali pogum, da ste vstopili v politiko? Kaj vem, no, to je bilo leta 2014 oziroma v občinskem svetu sem že bila 2010. Se mi zdi, da je bilo to neko normalno nadaljevanje karierne poti. Ne vem, v odboru v Šentjurju pač je bila odločitev, da kandidiram za poslanko. Odločitev ni bila lahka, sem konec koncev imela takrat, mislim, imam še zdaj, no, 3 otroke, ki so bili takrat seveda mlajši, 10 let mlajši, ne, kot so zdaj in skoordinirati torej družinsko življenje, politiko, delo v Državnem zboru ni bilo lahko, no. Ampak pač vzameš ta izziv, to zaupanje, ki ti ga pokaže, vzameš resno in potem pač nekako gre, no. Če si zorganizira stvari, kar gre. Ste v SDS, a ne, poslanska skupina in že kar kmalu ste postali tudi podpredsednica te stranke.
Jaz moram reči, da jaz ne vem, odkot včasih te odločitve ali pa meni funkcija ni, bom rekla, pomembna kot takšna in ko sem bila predlagana za podpredsednico, moram reči, da sem bila zelo presenečena. Zakaj, kako je prišlo do te odločitve, to pač morate vprašati tistega, ki je to predlagal, to je našega predsednika Janeza Janša, ampak kolegi so mi rekli, ja, vse je normalno, mislim, nekako vidimo v tebi tudi to funkcijo in potem pač, okej, rečeš hvala in pravim, upraviš še eno funkcijo tudi, koliko se da dobro. No, za poslanko ste bili izvoljeni leta 2014, 2018 in 2022. Nekako vaša področja so bila zdravstvo, izobraževanje in sociala, pa potem še marsikaj drugega, ne? Ampak morda vendarle v prvem mandatu ste postali najbolj znani po tem vodenju preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic. In potem v drugem preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Pa tam glede žilnih opornic se nekaj je spremenilo, se je premaknilo, kar se tiče otroške kardiologije, pa ravno zdaj beremo spet, da se je spet podrlo. Ja, to so bile preiskovalke, no, vse, kar se tiče žilnih opornic, ki so bile odmevne in jaz moram reči, da ta glede žilnih opornic tudi delno uspešna. Cene so se znižale takrat, slišim pa, da je danes spet malo drugače, no. Jaz moram reči, da mi je zelo žal, da tudi organi pregona niso ali pa pač upravljajo svoje delo, kot ga upravljajo. Jaz sem bila dvakrat na sodišču kot priča. Že v zvezi s tem primerom? V zvezi s tem primerom kot priča, namreč naša preiskovalna komisija je podala na sodišče oziroma na državno tožilstvo, na specializirano državno tožilstvo, NPU, KPK, torej vse te gradivo in tudi predloge sumov kaznivih dejanj. To je bila prva preiskovalka, ki je to naredila. Jaz sem bila potem dvakrat na sodišču kot priča, vendar moram reči, da sem se tam bolj počutila kot preiskovanec in ne kot priča. Torej tista, ki je zgleda, kot da sem kriva, da sem to preiskala in da je pač to prišlo na dan. Bolj tej smeri se mi je zdelo, da gre. Kar se tiče pa otroške kardiologije, no, moram pa reči, da to, kar danes beremo, da češki kirurg zapušča UKC Ljubljana, ni nič novega, no. Ta trenja so se pojavljala že takrat, torej že 2016, 2018 in zgleda vse do danes. Potem so se vendarle nekako dogovorili s tem kirurgom. Žal, zdaj odhaja. V Sloveniji je res, da premalo teh operacij, da bi imeli stalnega, bom rekla, kirurga. Vendarle imamo mlade slovenske kirurge, ki bi si zaslužili oziroma bilo prav, da ostanejo v Sloveniji in operirajo. Žal pa so razmere še vedno očitno takšne, da tega ni moč doseči. Pa če tako samo po občutku rečete, ne se vem, da je težko, ampak gre v glavnem za zaslužke, za denar, ali gre za problem organizacije, ali gre za velike egote, kako se temu reče? Jaz bi začela to na koncu, no. Za veliko egote, gledajte v zaslužkih. Jaz vedno rečem, kdo pa si zasluži višjo plačo od človeka, ki operira otroško srce. Jaz mislim, da takšni kirurgi zaslužijo dobro plačilo. Namreč konec koncev pravim, predstavljati si, da imate svojega otroka pri nekaj mesecih, pa ugotovite, da ima pač neozdravljivo ali pa srčno napako, ki jo treba operirati. In človeku, ki zaupaš takšno operacijo, mislim, da ni denarja, ki pač lahko to odtehta, ampak to je drugo, ampak mislim, da dostikrat gre za neorganiziranost in malo tudi za te egote. In je težko razumeti, no, ampak jaz, ko sem imela preiskovalno komisijo, ko si poslušaš eno stran pa drugo stran, na koncu rečeš, mislim, dajte se zmeniti, no. Gre samo za to, da se organizira stvar in da se ne meče polen pod noge en drugemu. Seveda ste zdaj kritični tudi do nove vlade, pa če ostaneva na področju zdravstva. Dali ste neke ugotovitve tudi sedanjemu ministru za zdravje. Kako zdaj ocenjujete, ali se to vendarle odvija v pravo smer ali še kar eno in isto? Glede, jaz moram reči, da ko je ta vlada oziroma minister Bešič Loredan nastopil svojo funkcijo, moram reči, da sem pričakovala veliko več od ministra za zdravje, zdaj govorim ne o vladi, ampak ministra za zdravje.
Poznamo ga že dalj časa, poznamo ga kot človeka, ki je opozarjal na različne anomalije v zdravstvu, tudi v času Milojke Kolar Celarc pa že prej. In to, da zdaj po 9 mesecih še ni niti nastavkov reforme oziroma sprememb v zdravstvu, ki jih je napovedal, je veliko razočaranje. Da se danes minister ukvarja s korupcijo in s primeri, ki so jasni, ki ni nič novega, je, bom rekla, samo dvigovanje rejtinga, ker ljudje pač mislijo, da je edini problem ali pa največji problem v zdravstvu korupcija. Da je to tisto, kar onemogoča razvoj v našem zdravstvenem sistemu. Je res, da je to kar pereč problem, vendar pa, če bi minister, ki ima, moram reči, polno podporo predsednika vlade in 51 in več glasov v državnem zboru, ne stori prvega koraka ali pa glavnih korakov v spremembi v zdravstvenem sistemu, potem tudi korupcijo odpravil ne bo. Če bi naredil tisto, kar govori o javnem zdravstvu, zasebnem zdravstvu, o spremembah, torej teh sistemskih, potem bi tudi te stvari počasi izginile. Danes ga ljudje ocenjujejo sicer kot zelo dobrega ministra, vendar mi naj tisti, ki ga ocenjujejo kot zelo dobrega ministra, odgovorijo, kaj vendarle je pa naredil v teh 9 mesecih. 2 interventna zakona na področju zdravstva, ki ne funkcionirata, ki ne delujeta, še in še pravilnikov, ki se ne izvajajo. Če lahko samo en primer povem, namreč dejal je, da lahko koncesionarji odpravljajo čakalne vrste, če nimajo zaposlenih oseb iz javnega zdravstva, pa to ne drži. To ne drži in to piše v zakonu in to ne drži, ker je minister naredil drugačen pravilnik. Tako da, pravim, to ukvarjanje s korupcijo bi morala biti zdaj postranska stvar, ker stvari že poznamo in vemo, kje so problemi. Problemi so ravno z dobavitelji, z referenčnimi cenami in tako naprej in moral bi se ukvarjati v bistvu z sistemskimi spremembami, zakonskimi spremembami. No, o vladi še bova, ampak mislim, da je treba povedati, da ste bili državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje oziroma v kabinetu predsednika vlade v času najhujšega covida. Pa me zdaj vendarle zanima, ko pogledate nazaj. Kako ocenjujete te čase, te odločitve? So tudi morda na vas osebno kakšne posledice pustili tisti časi, ko se ni vedelo, kaj je zdaj? Mislim, posledice osebno, moram reči, da ne čutim jih osebno. Sem pa zelo razočarana, ker ljudje ne znajo gledati z očmi takratnega časa. In govorov takrat, pa zdaj tudi o maskah, o nabavah, ki niso šle po pravi poti in ventilatorjih in tako naprej, te razjezijo. Razjezijo zato, ker ljudje ne razumejo, da v tistem trenutku ni bilo možno objaviti javnega razpisa, ki traja 3 mesece, ki potem zaradi pritožb in tako naprej se lahko zavleče v pol leta. Mi pa vemo, kakšno je bilo takrat stanje, da je bilo potrebno nabavati takoj. In takoj lahko narediš samo tako, da pač nabaviš tisto, kar je na tržišču. In jaz vem, da takrat, jaz vem, kako je bilo, ampak to sem že 1000-krat razlagala in tudi drugi, da so se maske kradle po frankfurtskih letališčih in tisti, ki je prišel prvi, je pač dobil. Ampak pravim, to so stvari, ki ti pustijo nekako tisto grenkobo in potem, ko bereš v medijih, pač, da si, ne vem, da smo zaslužili ne vem kakšne denarje. Denarje za temi preprodajami in tako naprej, te zaboli, ker veš, da ni bilo tako. Ampak, pravim, čas verjetno bo kdaj pokazal svoje in tudi v vseh državah se je pač dogajalo isto. Covid je bila neka zadeva, ki je bilo neke vrste vojno stanje, kot v vojni, no, moram reči. In zdaj, ko se pogovarjamo, rečemo, a veš, kdaj je že bilo, kjerga leta to? Aha, to je bilo pred Covidom, ne? Ali pa bilo med Covidom, ali po Covidu in takrat nekako šteješ leta. Drugače pa je bilo, moram reči, na trenutke zelo naporno, predvsem tistih glavnih valih, ker je tudi strokovna skupina zahtevala sestanke, imeli smo sestanke dan na dan, odločitve so padale, moram reči, čez noč. Ni bilo lahko, to moram reči, mislim, ljudje mislijo, da je enostavno, ko rečeš, sprejmeš neko stvar, pa rečeš, zapremo občine, mislim, meje občin, ne dovolimo prehodov, ne dovolimo, ne vem, obisk šol. Ni to enostavno. To niso enostavne odločitve, ampak jaz mislim, da je bilo takrat, mogoče bi kakšna stvar drugače, ampak v glavnem pa jaz mislim, da drugačnih odločitev ne bi sprejemali, če bi bilo zdaj še enkrat.
potem to grenkobo kako predelate? Ali pa tudi sicer, ko vam očitajo kaj, za kar sami veste, da ni res? Zdaj vedno bolj sarkastično ali pa z kakšno šalo nazaj. Prej mi je bilo zelo tako, moram reči, tudi ko je družina recimo brala o meni ali pa o celotni vladi, kako smo skorumpirani in tako naprej, so tudi otroci doma spraševali, ne, mislim, zakaj to piše, kako to piše, ampak prej to pač pišejo mediji, da te očrnijo, jaz vem, kako je bilo, vem, da to ne drži. Potem to nekako predelaš in zdaj se včasih prav malo šalimo na ta račun. No, z novo vlado smo dobili več ministrstev in tudi vaša stranka je vložila ustavno pobudo, ustavno presojo tega zakona. Kako ocenjujete zdaj teh 20 ministrstev, ali jih potrebujemo ali ne, kako zdaj funkcionirajo, ko... Mi smo vložili referendumske pobude, mislim, oziroma 5000 podpisnikov. Jaz moram reči, meni je zanimivo, jaz sem zadnjič postavila poslansko vprašanje, vsaka vlada ima namreč načrt aktivnosti, no, če poenostavim načrt aktivnosti, torej si da nek plan, kdaj bo kateri zakon sprejela, kdaj bo obravnavala in tako naprej, in sem dala vprašanje, če vlada to ima, ker vse dosedanje vlade so to imele, ta vlada tega nima. Odgovor je zato, ker še vedno niso, ker šele sedaj so začeli delovati v polni sestavi. Torej, in moram reči, da to pokaže na neko neresnost te vlade, da zadeva teče, bom rekla, v neko svojo, kar vsak za sebe, neka svoja pot, da imamo 4 ministrstva več, jaz ne vidim smisla, no. Služba za digitalizacijo, zdaj ministrstvo, ne vem zakaj, zato da so pač ne vem, kakšni drugačen sistem, mogoče to, da ima ministrica zdaj za to avto in drugačne privilegije, ampak denar, to stane. To stane in nova ministrstva stane kabinet, administracija, novi prostori in tako naprej. To je denar, ki bi se lahko namenil recimo dolgotrajno oskrbo, ki se danes zamika. In je to velik problem. Zato smo tudi mi takrat bili pobudniki referendumske presoje in menimo, da je pač to nepotrebno, no. Nepotrebno, da bi lahko slovenska vlada delala tudi z več ministrstvi in da je to tista vitka vlada, o kateri pač govorijo. No, vložili ste tudi interpelacijo zoper celotno vlado, ne? Zdaj vemo, vlada vendarle ima prepričljivo večino v državnem zboru. Kaj pravzaprav pričakujete? Zakaj ste vložili in kaj pričakujete? Najprej treba povedati, da interpelacija ni nezaupnica vladi. Interpelacija je v bistvu razprava o državnem zboru, delovanju vlade. In ravno s tem namenom smo mi to tudi vložili, da se opravi določena razprava oziroma da se opravi razprava o delovanju vlade. Tako na področju kulture, glede ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve, ki ne gre samo za ukinitev neke inštitucije, ampak za globlji pomen slovenske osamosvojitve. Potem razprava o področju zdravstva, področju sociale, področju delovanja oziroma preiskav na področju GEN-I-ja in tako naprej, ne. Torej gre za neko razpravo, da vendarle povedo oziroma da se, torej kakšni so načrti oziroma zakaj določene stvari so bile narejene v teh 9 mesecih takšne, kot so bile. In torej zmotno je, da govorimo o nezaupnici, tako kot ste rekli, ima prepričljivo večino, pa vendar se znotraj koalicije kažejo tudi določena razhajanja oziroma razhajanja na določenih področjih. V tem je tudi že preiskovalna nova komisija imenovana ali samo predlagan sklep? Preiskovalne komisije sta trenutno 2. A 2 tudi? Obe 2 je predlagala koalicija. Ena je na področju, mislim, da financiranje političnih strank preko medijev. Jaz moram reči, da tukaj gre za nek lov na čarovnice. Potem druga je pa bila ustanovljena, mislim, da potrjena prejšnji teden, so bili člani potrjeni in sicer politični pritiski v policiji. Preiskovalo naj bi se obdobje prejšnje vlade oziroma torej prejšnjih mandata vlade Janeza Janše in pa sedanjega predsednika Roberta Goloba. No, prej ste omenili GEN-I, pa to afero, pa vam je predsednik vlade odgovoril, da gre za političen šov.
Glejte, izpisi iz Erarja, izpisi iz bančnih računov kažejo, da ne gre za politični šov. Če pa, mislim, ker predsednik vlade skozi govori, da je to sproducirala politična stranka, torej Slovenska demokratska stranka, mislim, potem smo res geniji, da smo mi v SDS-u sproducirali vse te, bom rekla, nakazila iz Slovenije v Beograd, pa potem dvigi veleposlanika Kosova na Hrvaškem in tako naprej. In da so preiskovalne komisije na to temo na Kosovu in da se o tem veliko govori v Srbiji, da mediji pišete o tem v Srbiji. In torej, če nimaš vsebinskih odgovorov, potem govoriš, da gre za politični konstrukt, da v glavnem vse drugo ne odgovoriš pa na vprašanje, enostavna vprašanja, ki se postavijo. No in enostavno vprašanje je vedno v vsakem mandatu, kdaj bo tretja razvojna os. Kaj je zdaj tukaj novega oziroma kakšno je vaše stališče? Je naše stališče jasno, da ta razvojna os je potrebna in če ne bi bilo imeli takšnega jasnega stališča, tudi ne bi bilo v prejšnji, torej v Janševi vladi, začetek gradnje. Potem bi tudi mi samo govorili, če se spomnite Cerarjeve vlade, zdaj bomo pa mi začeli graditi, pa tega ni bilo nič. Naši vladi se ni veliko govorilo, ampak se je začelo graditi. Zdaj ti zamiki, jaz moram reči, da je pač, mi je čudno, da tudi poslanci iz koalicije, kot so gospod Prednik in ostali, nekako opravičujejo te zamike. Namesto, da bi obrnili zadevo v smeri, češ potrebno je začeti delati oziroma iti naprej. Razdeljeno je na ne vem koliko etap, ali ne vem kakšen, v glavnem, zdaj moji kolegi pravijo, da nekaj se gradi ravno na tistem območju, kjer je bil shod, da se ostalo pa miruje. In zdaj izgovori, češ, da je časovnica prekratka oziroma da ti roki ne morejo biti izpolnjeni in da zato prihaja do tega. Glejte, še enkrat, v naši vladi smo se držali rokov, časovnice ali roke, ki smo si jih postavili, smo se jih držali in ni bilo nikoli izgovora. Izgovorov ni bilo, da se ne da. Vedno je bilo potrebno iskati rešitve, da so se zadeve uredile in so se. No, omenili ste protest, pa to mogoče zadnji je bil kmetov, protest kmetov. Kakšno je vaše stališče do tega, da ne govorimo potem o ostalih protestih, napovedih stavk raznih sindikatov? A veste, ta vlada je, to vlado je stoličilo tako imenovano Glas ljudstva. Torej petkovi kolesarji plus Glas ljudstva plus Nika Kovač in tako naprej in oni pravijo pač, da je to Glas ljudstva. In jaz sem že v eni oddaji dejala, da teh ljudi se ni za bati oziroma delno se jih mora vlada bati, ampak bati se morajo resničnega glasa ljudstva. To je glasa kmetov, glasa upokojencev in vseh ostalih, ki danes v bistvu čutijo to neizpolnjevanje predvolilnih obljub in veliko razočaranje. Ljudi, ki so volili to vlado, ki so volili to koalicijo in danes vidijo, da so bile res samo obljube in da ostajajo na stranskem tiru. Da poslušamo ministra za delo, družino, socialne zadeve, gospoda Mesca, ki pravi, da upokojenci oziroma pokojnine namenoma stojijo. Da nimamo več oziroma da se zamika izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil pogoj za določena sredstva iz načrta za okrevanje. Da govorimo o totalni prepovedi pesticidov pa fitofarmacevtskih sredstev za kmete, torej v Naturi 2000 in vemo, da Slovenija ima ne vem koliko področij, zelo veliko področja v Naturi 2000 in da to pomeni uničenje slovenskega kmeta. Tudi nove obdavčitve kmetov povzročajo probleme pri kmetih. Vemo, da so dvigi cen energentov in tako naprej povzročili določene stres na tem področju, pa seveda še kje druge. In to veliko razočaranje je tisto, kar zdaj v bistvu se dviguje ljudstvo. No? In z odgovori, češ predsednika Roberta Goloba, da recimo področje kmetijstva oziroma zahtev kmetov ne morejo rešiti v 10 dneh in da naj počakajo, je aroganca. Če že ne druga, naj se pogovarjajo, naj ugotovijo, kdaj res oziroma kakšne so pač njihovi, kakšne so zahteve, kje se da dobiti skupne točke, da vendarle rešijo problematiko in z aroganco je ne bodo rešili. No, včasih se človek vpraša zdaj, kdo tu
kaj govori. Ministrica recimo pravi, da dosledno zagovarja interese kmetov, kmeti pa pravijo, da ni tako, nekje se je verjetno treba srečati, nekje je treba narediti kaj dobrega. Ja, mogoče bo zvenelo malo čudno, ampak jaz mislim, da ministrica je zelo mlačna glede, bom rekla, njenih besed ali pa ostrosti besed na vladi. Sicer ne poznam zdaj, kakšni so sestanki na vladi oziroma seje vlade, pa vendar mislim, da ministrica nima veliko besede. Da tukaj pač je zelo hitro, kot mi rečemo, poklopljena z različnimi idejami, ker vidim, da tudi na odboru za kmetijstvo, kjer se je strinjala z predlogi v državnem zboru in se je strinjala z izjavami takrat, ko je bilo predstavitev pred sindikatov kmetov in kmetijske zbornice, pa vendar je šlo potem vse v drugo smer. Zdaj ali pač zavaja, ali pa mislim pa, da je bolj problem to, da ministrica ni dovolj ostra. Ampak eden tak splošen argument je to, od nas zahteva Evropa, to spremenjeno kmetovanje in podobno. Ja, gledajte, v Evropi bo zdaj ta uredba pač v sprejemanju in gledajte, Slovenija je ena izmed evropskih držav in mora ostro nastopiti in povedati, da nasprotuje temu. Namreč v državnem zboru na odboru za evropske zadeve je bil sprejet predlog stališča, da Slovenija tega ne zagovarja. Vendar zelo spet tako, bom rekla, češ strinjamo se z ukinitvijo fitofarmacevtskih sredstev in pesticidov, vendar ne v popolnosti in potem pač neki argumenti, ki so zelo mlačni. In predsednik vlade in ministrica, ki bosta na pač Evropskem svetu in potem tudi v pogovorih z komisijo oziroma s parlamentom in na Evropskem svetu, morata biti tukaj zelo ostra in glasna v teh odzivih. Poglejte si, ne nazadnje, sedaj sicer Nizozemsko, ker so kmetje pač zavzeli Nizozemsko in da se predlaga razglasitev kmetov. Bomo šli tako daleč, da če se ne bodo strinjali z določeno politiko, da jih bomo razglasili. Torej, Slovenija je sicer mala, pa vendar je lahko glasna. To smo dokazali tudi v prejšnjem mandatu, ko smo predsedovali Evropski uniji. Kaj pa ta reforma plačnega sistema? Kaj želite od mene, da vam povem časovnico, ki je samo časovnica? Kakšno je vaše stališče, oziroma tudi vi nimate zaenkrat še nobenih podatkov, kako naj stebri in podobno, kako naj bi šlo? Glejte, težko je imeti, težko je odgovarjati, mislim, ne, nimamo nobenih podatkov, ker so zelo različni. Enkrat tako, drugič tako. Najprej moram reči, da enotnega plačnega sistema v Sloveniji več ni. To je farsa, ki se je pač pokvarila že, oziroma zadeva, ki se je pokvarila že tam 2010, 2011. Res je, da se je takrat z Virantovo reformo pač to uvedlo in mi smo takrat na vladi, ko je bil to sprejemanje tega, tudi imeli mnenje oziroma zapisano, da se po 2 letih ta zakon prevetri, pregleda, ali stvari funkcionirali ne, ampak se to nikoli ni naredilo, ker 2010 potem tudi nismo bili več na vladi. In v mestnem času so se plače dvigovale različno, z različnimi dodatki v policiji, pa v vojski, pa malo v zdravstvu in nimamo več enotnega plačnega sistema in prihaja do anomalij, da ima diplomirana medicinska sestra višjo plačo od zdravnika, da ima recimo strokovni sodelavec v državnem zboru enako plačo, najvišji plačnem razredu, ki je strokovni sodelavec, enako plačo kot poslanec oziroma istem plačnem razredu, pa še marsikje so te anomalije in da je stvar potrebno spremeniti, definitivno. Torej v vladi Janeza Janše v prejšnjem mandatu je bilo govora o izstopih oziroma v posameznih plačnih stebrih ali pa sistemih. Zdravstvo je zelo zahtevalo, policija, vojska in tak naprej, razen sindikata SVIZ, so bili vsi za to, da se to preuredi. Žal, nastavki so bili, jaz vem, da na področju zdravstva je bil sprejet zakon o sistemu plač v zdravstvu. Žal, pravim, zato, ker smo morali pač, nismo bili več na vladi in se stvari niso izpeljale. Tako da danes pa poslušamo o tem, da bo do konca leta 2024 odprava najprej plačnih nesorazmerij, a hkrati govori o novi plačni lestvici, oziroma novem sistemu. Jaz mislim, da so tudi, zdaj že vsi, tudi sindikati so povedali, da so zelo zmedeni, ker ne vedo, ministrica enkrat tako, drugič drugače, ko se je vprašal, odkot bo denar, ne ve, ker to vendarle stane.
In to, kar so od začetka napovedovali, ne vem, koliko milijonov, 800 milijonov ali koliko v plačni sistem, to ni reforma. To je samo pač dvig plač. Ne. Potrebno je, po moje, plačni sistem reformirati v smislu, da imaš v zavesti, da smo na enotnem evropskem trgu, pretok blaga, storitev, kadrov in da so določeni, bom rekla, države konkurenčne, ne, na določenih poklicih, da nam bodo odhajali inženirji v druge države, zdravniki, medicinske sestre in tako naprej. In to je treba vzeti v zir. Tako da, ko pravijo, da smo pač dvigovali plače v zdravstvu v prejšnji vladi, ne drži. Zgodil se je dvig plač zdravstvenim, torej medicinskim sestram, no, zdravstvenim tehnikom. Tudi iz tega, da v času covida se pač ni odhajalo iz zdravstvenega sistema. Madžarska je dvignila medicinskim sestram za, mislim, da za 20-30% plače. Tudi ostale države so to delale, ne. To ni izgovor, ampak meni je zelo žal, ker nismo potem pač mogli izpeljati še dodatnih sprememb. Tako da se bojim, no, da ta vlada nima enotnega stališča. Ministrica za javno upravo govori nekaj, oziroma vsak dan drugače. Predsednik vlade tretjo stvar, mislim pa, da minister za finance pa sploh niti ne ve točno, kaj želi. A je kakšen predlog v državnem zboru že glede davčne reforme? Ne. Ali pa nepremičninske reforme? Ne. Se pravi, da je to vse samo še nekaj idej in nekaj tudi strašenja ljudi? To je nekaj ali ne na ministrovem papirju. Se pravi, ko vse lahko verjetno vaši gledalci tudi spremljajo, seveda tudi ostale zadeve in vidijo, da pač so samo neke ideje. In ko se vpraša, kako bomo pa to izvedli, pa se ne ve. Ne? Tako da zakonodaja še ni na vidiku, ne. Državni zbor pride tako ali tako na zadnje, no. Najprej mora biti v javni razpravi. Upam, da bo v javni razpravi, ker zdaj se zakoni sprejemajo kar po nujnem postopku brez javne razprave. To pomeni, da ne morejo dati interesne skupine, ne morejo dati predlogov za spremembe. Tako da pravim, ni nobenih zakonodajnih predlogov, seje pa v državnem zboru trajajo zdaj 2-3 dni, zelo hitro so končane, ker pač ni nobenih predlogov. Ena takšna tema, zelo vroča ta čas, je tudi odnos do Ukrajine in do Rusije. Tu ima vaša poslanska skupina tudi zelo drugačno stališče. Torej, kaj vi zagovarjate? Glejte, jasno je stališče, da je Putin agresor in da je pač prišlo do napada do suverene evropske države, da bo tukaj, mislim, to z izjavami, češ, da se treba pogovarjati tudi s Putinom, z Rusijo, potem pač naj gre sedanja vlada v Moskvo, pa se naj dogovori, glede na to, da to govorijo, da je jasno, da je ruski režim tudi teroristični, oziroma da gre za teroristična dejanja. Tukaj smo zadnjič pač imeli v državnem zboru predlog resolucije, da se obsodi Rusijo kot teroristično državo. Jaz moram reči, da me preseneča mnenje ministrice in koalicije, da pač v času vojne, da ne gre za teroristična dejanja, tudi če posamezne primere, ki smo jih našteli, kaže na to. Torej ni tukaj, bom rekla, neko vojno stanje, druge pa terorizem, ker gre to z roko v roki. Jasno je, da je treba pomagati Ukrajini na vseh področjih, tako humanitarnih in pa tudi na teh simbolni ravni z sprejemanjem resolucij, deklaracij, z obsodbo seveda ruskega režima, Putina, in tako nekako pomagaš, pač, kolikor se pač da, kot poslanci lahko pomagamo tudi v državnem zboru. Tudi to, da je bil naš predsednik Janša prvi, ki je obiskal takrat Kijev v vojnem stanju, čisto od začetku vojne. Takrat so govorili tudi strani ministrice Fajon, je bilo rečeno, da gre za farso, da gre za šov, da gre za politično zlorabljanje vojne. Glejte, danes visijo plakati, jumboti po Kijevu z slikami predsednikov Češke, Poljske in našim, ki so v zahvalo, da so takrat pokazali pot tudi ostalim evropskim pa svetovnim voditeljem, da so z obiskom v Kijevu dali to podporo Ukrajini.
Malo smo verjetno vseeno pozabili, ne, kako pomembno je bilo v času osamosvajanja Slovenije vsak signal, da vendarle malo podpirajo na slovenska prizadevanja. Ja, jaz mislim, da to je definitivno, to je neka vzporednica, ki jo vedno vlečemo, in tudi predsednik Janša vedno pove, ne, da takrat, ko smo se osamosvajali, kako pomembno je bil vsak signal vsake države, kako pomembni so bili ti stiki z evropskimi voditelji, da smo jim pač razložili zadeve, kako potekajo, kaj se dogaja v Sloveniji, in jaz mislim, da pač Janša dobro ve, kako je takrat to bilo pomembno, in zato tudi, bom rekla, ta gesta oziroma ta odhod v Kijev, njegova ideja, da se gre v Kijev in da so potem Poljaki to izpeljali, je ravno z tega stališča, da se pokaže ta podpora, da niso sami in da lahko računajo, ker to res veliko pomeni. Vas skrbi, da bi se ta agresija vendarle razširila tudi na druge sosednje države Ukrajine? Skrb vedno ostaja, ne? Tudi ta možnost jedrskega napada oziroma uporabe jedrskega orožja obstaja, in to sodelovanje z Belorusijo in zdaj poligoni za jedrsko orožje seveda skrbi, ne? Pa vendarle ostaja upanje, da bodo stvari, rekla, se rešile po neki normalni, mislim, kaj je lahko zdaj normalni poti, ne? Ampak da vendarle bo rusko ljudstvo ugotovilo, da Putin je agresor in da pač, če ga lahko kdo odstavi, ga lahko oni. No, vroča tema, če se vrneva v Slovenijo, je seveda tudi visoke cene energentov pa stroškov, in potem pridemo do vrtcev in podobno. Bil je predlog, da bi država prevzela stroške vrtca. Kakšno je stališče vaše poslanske skupine? Ja, mi smo podprli ta predlog, ki je bil tudi izglasovan na odboru za, mislim, da izobraževanje, da država prevzame vse te stroške, ki so povzročeni v vrtcih zaradi dvig cen energentov in zaradi edinega povišanja plač strani te vlade, to je 16%, mislim, da je bilo za vzgojiteljice. Zdaj, ta sklep je bil sprejet, vlada pa je potem dala mnenje na ta sklep, da to pač ni potrebno, ker so povprečnine dovolj visoke, da pokrijejo te stroške dvigov, ki so se zgodili v vrtcih. Zdaj vsak župan vam bo povedal, da to ne drži. Da takrat, ko so se župani pogajali z sedanjo vlado za povprečnine, ki je sedaj 700 evrov, ni bilo govora o dvigu plač v vrtcih in da to pač ni zajeto v povprečnini. In zato sedaj vse občine, mislim, da kar po tekočem traku dvigujejo cene vrtcev za kar lep znesek, ne? In da to občutijo starši. Ne? In določene sicer spremembe bodo glede dohodninski razred oziroma so že, da bodo starši plačevali manj, ne bo takšnega dviga, vendar to bodo prevzele občine. In če občina to prevzame v svoj proračun, potem pomeni, da ne vem, za eno občino to $500 000 na leto, to pomeni, da gre neka investicija. Nekje morajo denar vzeti, ne. In zelo ignorantsko ta sprejet sklep, da pač vlade ni potrebno tega kriti oziroma da tega ne mislijo kriti, tega dviga, je žal bo vplivala pač na razvoj občin, ne, investicijsko. Vsak župan bo rekel, ok, plače so više, dvig cen vrtcev mora biti zaradi tega, bomo pač ostali brez, ne vem, dodatne tam ceste ali pa pločnika. Tako da, žal, pravim, plače so se dvignile vzgojiteljicam, ne rečem, da ni to potrebno, definitivno si vzgojiteljice zaslužijo normalno plačo, vendar pa je to bil edini dvig, zato ker ni bremenil državnega proračuna, ampak občinske, ne. Vse občine imajo ravno ta problem, ne, da morajo izpolnjevati obveznosti, ki si jih niso naložile same. Seveda, to je velik problem že skozi, in to župani pač opozarjajo, da glede na povprečnino imajo več obveznosti, kot pač ta povprečnina krije, in mi smo tudi v prejšnji vladi kar dvignili te povprečnine, zdaj pač niso mogli niže, so šli še više, mi smo sicer predlagali na mesec 700, mislim, da 723 evrov, niti moram reči, da takrat ni bilo nekega interesa iz strani skupnost občin pa zveze teh, ki so organizacije občin, za podporo.
Ampak dobro, takšen je bil dogovor med občinami in državo. Tako da, ja, jaz mislim, da upam, no, da se bodo ta investicijski cikl, ki smo ga začeli pri nas, naši vladi, 8 milijardni, nadaljeval. Ampak, kakor jaz vidim, zdaj stvari kar stagnirajo glede projektov v občinah. No, na dnevnem redu marčevske seje je bila med drugim resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske. Tu tudi je precej različnih mnenj, stališč. Kakšno je vaše? Ja, različna mnenja, stališča so. Mi smo sprejeli v prejšnji vladi resolucijo, ne, ki je sledila, bom rekla, zavezam, ki jih imamo z NATO-om. Namreč vsaka članica NATO mora izpolnjevati zaveze, ki jih ima. Tudi koliko BDP-ja bo namenjenega, kolikšen procent BDP-ja bo namenjenega za razvoj vojske in tako naprej. No, zdaj je prišla nova resolucija, tudi zakonodajno-pravna služba je opozorila na to, da tako hitro spreminjanje iz leta v leto resolucij nima smisla, to se strinjamo, lahko vsi. In tudi naši poslanski so kolegi opozarjali na to, da ta resolucija sedaj te zaveze, ki smo jih dali do NATO do leta 2025, zamika v leto 2030 in da bomo izpadli, oziroma zdaj že po sprejetju resolucije, zelo neresna partnerica in to je tudi zelo slab signal pač NATO. Tako da žal, no, tudi naši poslanski, moram reči, da so bila različna mnenja tako da nismo potrdili te resolucije, no. Ker pač so rekli kolegi, ki so bolj na tem področju, da se zaveze res zamikajo in da če se zamakne iz 25 na 30, je skoraj že za nedoločen čas. No, kakšno pa je stališče glede načrtovanega ukinjanja ali kakšne reforme upravnih enot? To je zdaj kar tako nekako, da rečemo, potiho od odzadaj prišlo. Moram reči, da je to kar stara ideja, že vedno malo privre na dan, časih malo manj, časih malo bolj. Zdaj očitno je to spet nekako prišlo na dan, no, da se na Ministrstvu za javno upravo pripravlja ta reorganizacija. Zdaj to pomeni, da pač bodo manjše upravne enote, lahko rečemo dobesedno ukinjene, no. Jaz lahko povem za našo področje Šentjur. Upravna enota Šentjurju bi imela potem center v Celju, kar čist plastično, če povem, pomeni za občana to, da če si ureja gradbeno dovoljenje, mora iti v Celje. In vse dodatne vloge mora iti v Celje, torej ne več v Šentjur, ampak v Celje, pa seveda vse ostalo, ne. In potem se vprašaš, mislim, ali smo država, ki onemogočamo državljanom torej dostop do javnih storitev, ali kakšna država smo, ne. Namreč naše stališče v Slovenski demokratski stranki je, da je treba vse storitve čim bolj približati državljanom, ne pa jim nalagati novih birokratskih ovir ali pa centralizacijo. In to je centralizacija. Ker mi nimamo še vedno ne pokrajin in oziroma te upravne enote nekako postaviti na, mislim, da 11 naj bi bilo glavnih točk, brez tega, da imamo pokrajine in nimamo točne vizije oziroma ciljev, potem je to res velik nesmisel, ker bodo tukaj najbolj trpeli državljani. In ne gre za racionalizacijo dela, češ manj uslužbencev in tako naprej, potem se naj digitalizira upravna enota. Naj se več storitev naredi dostopne preko spleta. To je tisto, kar v bistvu ti zmanjšuješ birokracijo ali pa lažje prihajaš do storitev na upravnih enotah. Kako daleč je ta predlog? Tak predlog je nekje na ministrstvu, ne, tako kot so povedali župani, nekje v tišini nastaja, ampak zdaj se že branijo, da pač vprašanje, če bo in kako bo, torej spet je nekje nek papir, ki pač vznemirja, zaenkrat ga pa še uradno, bom rekla, kot zakonodajni postopek ni. Tako, no, med vašimi nastopi smo zasledili recimo tudi tak bolj kritičen odnos do predsednice Državnega zbora. Torej, kako vi ocenjujete njeno vodenje sej? Kolikor seveda, mislim, je pri tem avtonomna, ampak lahko mnenje poveste? Predsednik Državnega zbora je seveda avtonomen, ampak v mejah poslovnika Državnega zbora. Vendarle imamo poslovnik, to je neka, bom rekla, ustava Državnega zbora, ki se ga poskušamo čim bolj držati.
In glejte, moja kritičnost izhaja iz tega, da pač smo največja opozicijska poslanska skupina, da moram zavzeti stališče poslanske skupine, oziroma se oglasiti, ko vidim, da prihaja do nepravilnosti in samovolje predsednice Državnega zbora. Moteče je predvsem to, no, da je odločanje res v stilu poslovnik, to sem jaz, ne? Tako kot bom rekla, tako bo, ne glede na to, kar je v poslovniku, in oglašanje med vodenjem sej, ne. Stališče seveda je, oziroma jasno je, da predsedujoči vodi sejo in ne razpravlja, če ni prijavljen k razpravi. Razpravlja lahko samo takrat, ko sedi v poslanskih klopeh in ne na prostoru za predsednika. Vendar predsednica to nenehno dela, ne, z različnimi opazkami in tako naprej in s tem vznemira poslance. In jaz moram reči, da mislim, da sem mi že to večkrat javno rekla, da je lepo prosim, da s tem ker ona vnaša v nemir in potem seveda želijo poslanci, da se oglasiš in da rečeš, gledajte, to ne gre, ne. In da naj vodi sejo in je to in da se naj drži tudi poslovnika, ne. Tako da moram reči, da dostikrat pride do tega, se moram oglasiti in ji tudi povedati, da včasih smo stali na stališču, da je prva med enakimi, ne, in zdaj pa pravim, da nismo enaki, ker očitno, če rečemo prva med enakimi, pomeni, da vsi enako delamo, ne, ona pa, rekla, tu izpade malo drugače, no, ni ravno tako, ker moram reči, da tudi ostale poslanske skupine, ampak tega se ne vidi verjetno na kameri, ko opozorim na stvari, ki imajo tudi v koaliciji, ne, ampak rečejo pa nič ne. Nekdo pa mora biti na Nekdo pa mora biti tisti, ki je glasni. No, večkrat se pogovarjamo tudi o tem, da so med sejami, da je razpravna dvorana prazna, da poslancev ni. Kaj je zdaj resnica? A res v pisarnah poslušajo, spremljajo? Veste, pravkar sem se vrnila iz obiska v Evropskem parlamentu, kjer je evropska poslanka dejala, a veste, dvorana parlamenta je dostikrat prazna, vendar to ne pomeni, da poslancev ni v parlamentu. Imamo pisarne, kjer spremljamo preko televizijskih zaslonov in radija razprave. In isto je pri nas, enako je pri nas. Glejte, ko se seja začne, oziroma vsak poslanec, če tisti dan ni na seji, se mora opravičiti. To je že od nekdaj. Se mora opravičiti, ali ima dopust, ali ima pa kakšnokoli drugo zadržanost, da ni v Državnem zboru. Koliko si v Državnem zboru, tega opravičila ni potrebno podati. Če pa pride do glasovanja, kjer je pač potrebna večina poslancev in poslanca ni, potem tudi ni plačila. Enako velja za odbore, če nisi upravičeno odsoten, ni plačila za tisti dan. No, in kadar so dvorane prazne, gledajte, recimo jaz kot vodja poslanske skupine, dostikrat me ni v dvorani. Imam različne sestanke s predstavniki vlade, s predstavniki državljanov, z ministrstvom, ne vem, različna dela in pač enostavno nisem v dvorani. To pa ne pomeni, da ne spremljam seje in da ne vem, katera točka poteka, ali je potrebno iti v dvorano. Mogoče bojo gledalci kdaj videli, da ko prihaja do določenih trenj, da priletim v dvorano dobesedno s poslovnikom in potem torej spremljam sejo. Sem fizično prisotna, vendar ne sedim v dvorani. Namreč v dvorani ne moreš klicati, ne moreš upravljati telefonskih klicov, težko delaš, moram reči, da težko napišeš kak dopis, koncentracija seveda manjša, ker pač spremljaš sejo, tako. Ko pa si v pisarni, lažje pišeš, imaš televizijo prižgano, slišiš, malo drugače je, no, tako da smo prisotni na delovnem mestu, vendar ne v dvorani. So pa vsa glasovanja vedno vnaprej napovedana? Glasovanja se ve, kdaj so, to pomeni ponavadi, ko je plenarna seja, to je tretji vikend v mesecu, tretji teden v mesecu, pardon, takrat se ve, ponedeljkih so poslanska vprašanja, torkih se nadaljuje seja in ponavadi so glasovanja ali torek ali četrtek, oziroma vemo, kdaj bodo glasovanja. Tako da večinoma so potem na glasovanjih. Vsi poslanci, ki pa so njihove točke, ki predstavljajo stališča, imajo razprave, pa so seveda tudi v dvorani prisotni vedno. In to se tudi v poslanski skupini vedno vnaprej zmenite, kdo bo zastopal pri kaki točki? Ja, pri nas je pač zadeva takšna, da ko pride zakon v Državni zbor, mi temu rečemo v proceduro, Državni zbor se dodeli določen zakon nekemu poslancu, seveda na njegovem področju.
ta potem pregleda zakon skupaj s strokovnim sodelavcem, predstavi na poslanski skupini, kaj zakon prinaša, oziroma kakšne so spremembe, tudi predlog glasovanja. Potem pa se odpre debata, ne. Mislim, tisti, ki pokrivajo to področje, od njih pač pričakujem tudi kot vodja, da povedo, čem je problem zakona, zakaj ja, zakaj za, zakaj proti, zakaj kvorum, kjer so dobre strani zakona, kjer je slabe. In potem pred vsako sejo gremo glasovanja skozi, mi rečemo in potem pri vsakem glasovanju, če je še kakšna nejasnost, razjasnimo. Včasih pač rečemo, gledajte, bomo glasovali vsi za, ali pa glasujte, kakor želite, različno. No, ponedeljki so običajno rezervirani za delo na terenu, pa ima tudi vaša poslanska skupina terenske obiske, greste kot politična stranka. Kaj v bistvu izveste na takih obiskih? Greste samo recimo k županom, ki so člani vaše stranke? Ne, gledajte, mi smo zdaj upravili 2 obiska, terenska obiska, to je pač bilo načelo, tudi zdaj smo sprejeli, da v tem mandatu, da bomo upravili te obiske, bili smo v Destrniku in zdaj na Dolenjskem. Svojo najavo oziroma obisk najavimo povsod, oziroma v vseh občinah, pošljemo vabila vsem županom, nekateri se odzovejo, nekateri ne, seveda se lažje, rekla, odzovejo tisti, ki so naši župani, ne, ali pa z našo podporo. Drugače pa ne omejujemo sodelovanja. Obiske opravimo, če se le da, maksimalno torej na področju gospodarstva, pa tudi javnih storitev. Različna področja poskušamo pokriti, je pa seveda težko v enem dnevu, recimo, če govorimo o Dolenjski, pokriti celotno Dolenjsko, ne. Tako da poskušamo nekako čim več. Zdaj, kaj izvemo? Izvemo točno torej konkretne podatke, oziroma informacije dobimo s terena, mi temu pravimo, ne. Res, da imamo vsi poslanci svoje pisarne v svojih okrajih, pa vendar je dobro tako, da pač zveš, kaj je na področju gospodarstva trenutno najbolj pereča tema, ne vem, na področju kulture, kjerkoli, in potem to lahko seveda izvrstno uporabiš za poslanska vprašanja ali pa tudi za razprave na odborih oziroma na sejah in na to opozarjaš in poveš, kakšni so problemi, ker a veste, kar tak neki, bom rekla, govoriti z glave, pa ne veš, ali je to res ali ni, ampak na terenu dobiš tiste podatke, ki držijo, ki so opremljivi. Kaj pa v vaši poslanski pisarni, imate v Šentjurju, recimo, zakaj najpogosteje ljudje pridejo k vam? Ja, jaz imam v Šentjurju, moram pa reči, da imam rajše, vidim, da sicer imam vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu, pa raje vidim, da se dogovorimo, ker zelo težko prilagodim urnik in je lahko tudi četrtkih ali petkih ni potrebno, da je to ponedeljek, če me kdo potrebuje. Ja, zdaj ljudje se dostikrat obračajo tudi z, bom rekla, zelo osebnimi težavami, ki niso rešljive kot, bom rekla, ne zadevajo poslanske funkcije. Potem dostikrat razočaranje, ker mislijo, da pač poslanec lahko uredi vse, tudi mejo s sosedom. Ne, ampak ne gre, ne. Kot poslanec imaš omejitve, ne moreš posredovati, ne vem, na sodišče, naj se zadeva drugače odvije ali kjerkoli drugje, ne. Tako da, potem poskušaš pač ljudem svetovati, kam se naj obrnejo za pomoč, ne, ali je to pravna pomoč ali ne vem, kje naj. Dostikrat sprašujejo potem, kam naj gredo, da rešijo nek problem, ne vedo. Tako da jaz sem dosti ljudem pač pomagala tudi s tem, da sem jih napotila na določeno pravno pomoč, no. Tudi brezplačno, ne, da jim poveš, kje lahko najdejo to pomoč. Pa mogoče nekajkrat pa tudi s kakšnim poslanskim vprašanjem, ko je bil problem takšen, da je zadeval širšo populacijo, ne, da potem dobiš odgovore. Tako da, pravim, različne zadeve so. No, mislim pa, da imate še vedno na spletu objavljeno, da vas lahko pokličejo po telefonu, povabijo na kavo, ampak ja, to je verjetno preveč. Ja, to je, moram reči, stara informacija. Bolj zdaj bi imela preveč klicov, moram reči, in premalo časa za vse kave. Pa tudi moj želodec naj bi zdržal vseh kav, če se malo pošalim, ampak ne, če pa pošljajo elektronsko sporočilo oziroma mail, včasih dobim tudi kakšen SMS, pa ne vem, od koga je, pa potem poskušam nekako diplomatsko odgovoriti, da se vidim, od koga je, pa ni nobenega problema. Jaz mislim, da ne vem, če je bilo kdaj, da nisem odgovorila.
Ne odgovorim pa na žaljiva sporočila, to pa definitivno ne. No in zdaj se pri tem zelo aktualnem vprašanju, nekako ste politiki, bom zdaj rekla, kar vseh strani, vseh barv tarča kritik, pa ne samo kritik, ampak res žalitev, tudi groženj? Tudi groženj, to so že stalnica, moram reči. Jaz zdaj zbiram te, kako se reče to, ne vem, voščilnice. Happy birthday, pa ne vem kaj vse, ampak na drugi strani so grožnje napisane. Zdaj pač jih zbiram, da bom predala zdaj, sem že rekla, da bom februarja, ampak zdaj definitivno na policijsko postajo, da pač v primeru, da karkoli pride, da ne bodo rekli niti prijavljeni ste, potem že ni šlo za grožnje. In ja, deležni smo, jaz moram reči, da, pravim, to je že stalnica, ko so prihajale prve takšna pisma, si se nekako zasekiral, mi rečemo, pogovarjal s kolegi in potem vidiš, da to nekateri dobivajo že več let, da dajo v predal ali pa v peč. Jaz že zdaj poznam pisavo, recimo, ko prihaja iz Vojnika ali pa z Velenja tudi, niti ne odprem več, po pravici povedano, da ne. Ampak vendarle včasih pa se kdo lahko uresniči to grožnjo, ne? Verjetno z lahkoto jemati take stvari ni dobro. Ne, se ne vzameš z lahkoto, ne, tudi ne zamahneš z roko. Je neprijetno vsekakor, zato ker pač to prihaja na domač naslov, tudi, ne na službeni, ampak domač naslov, to pomeni, da vedo, kje si doma, se to ni nič v Sloveniji, nič takšnega, da ne vem, mislim, to se takoj da izvedeti. Ampak seveda ni prijetno, ne, tukaj zadaj družina, so otroci, mož, konec koncev, pravim, nikoli ne veš. No, se ne stanujete v Ljubljani, kljub temu napornemu urniku, kako uspete potem premagovati znamenito Štajerko zjutraj in potem pri vračilu je verjetno malo lažje? Nikoli ne veš, na Štajerki nikoli ne veš, ne, vedno si vzamem tam pol ure, bom rekla, časa, da več kot ponavadi, tako da zdaj že nek avtomatizem, včasih niti ne vem, kako sem se pripeljala v Ljubljano oziroma domov, ne, kar ni dobro, ampak res je ta Štajerka je neverjetna, sicer bajem je eden radijski voditelj priporočal, da če bom kdaj ostala zastoju, naj najamem Falcona. Za heca. Ste se že peljali s Falconom? Ne, tudi ko sem bila državna sekretarka pri predsedniku vlade, nisem se nikoli peljala s Falconom. Potem pa kako odklopite oziroma kdaj si napolnite baterije, kako? Zdaj so vendarle to že 3 mandati, sicer eni bolj, drugi z mogoče manj funkcijami, ampak vendarle. Ne vem kdaj, po pravici povedano ne vem kdaj. Zelo rada potujem, zelo rada in potem ali pa hodim, no, zelo veliko hodim. Tako da, po pravici povedano ne vem kdaj, no, ne vem, mislim, da takrat, ko grem na fitness, ko grem hoditi, ko potujem, probam odklopiti, pa vedno ne odklopiš čist, ker dobiš SMS-e, ne vem, to pove, odloč se to, odloč ono, ampak vendarle malo imaš manj pritiska, tako da takrat, no, ali pa doma ob kavi. V občinskem svetu ste še? Sem še, ja. In kako uspevate še potem ta lokalni nivo? Ne vem, se včasih razmišljam, no, da pač bi stvari morala zreducirati, pa pol me vedno kolegi pravijo, pa daj ti, pa se na mene obračajo in potem res čas, ko me takole sprašuje, kot me vi, ne vem, kdaj najdem vse te termine, ampak pa tudi doma, ne, potem se, ampak nekako si časovno rečeš tole zdaj, to zdaj, se moram pa reči, se pa z leti pozna, si že moram pisati stvari. Ni več tako enostavno. Torej, hvala lepa, da ste našli čas za tale obisk v našem studiu in seveda še kdaj, pa kaj drugega reči kot uspešno delo še naprej. Ja, najlepša hvala vam za povabilo, no, in tudi gledalcem vse dobro. Hvala lepa. Hvala. Torej, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost, lep večer še naprej vam želimo.